Torej, ko hočemo začeti delati s PlanGIS-om, se moramo tega lotiti z brskalnikom. PlanGIS je spletno orodje, torej deluje prek interneta in za uporabo potrebujemo brskalnik. In to čim novejši, čim bolj sodoben, kajti na starejših verzijah ne bi deloval dobro, ker je PlanGIS toliko komplicirano orodje. Jaz uporabljam Chrome in bom tukaj pokazal, kako bom dostopal do PlanGIS-a preko Chroma. Bom tokrat kar vtipkal na glas URL, torej naslov tega, pzs.gisportal.si. Vidite, moj Chrome je to že prej si zapomnil, tako da je hotel že kar sam napisati, ampak takole sem naredil in me je vrgel na začetno stran. Zdaj zahteva od mene uporabniško ime, to je tisto, ki ste ga vi dobili od nas, in pa geslo. Moj Chrome si oboje že zapomnil in zato mi ni treba nič tipkati, lahko pa bi tipkal, ne. Tako da grem lahko kar na prijavo. Tale zapomni si, niti ne vem točno, je potreben ali ne, mislim, da čisto vseeno, pritisnete to ali ne. Ko se prijavim, se PlanGIS zažene. Prvič v dnevu, ko to pritisnete, to traja malo dlje, ampak drugače pa kar hitro noter skače. Zdaj tukaj naj omenim, da tega arhiva ni treba se niti z njim kaj dosti ukvarjati, ker so itak eni stari podatki in to vse skupaj moramo tukaj imeti, predvsem zaradi pogodbenih obveznosti za nek Interreg projekt, prek katerega smo vse skupaj financirali pred leti. Podobno za vas ni toliko zanimivo tole spodaj šifranti, kjer si jih sicer lahko gledate, ampak to je tam, kjer uredniki vpisujemo imena društev in pa podobne zadeve. Tako da to ni pomembno za vas. Prav tako je tale pregled podlog, to je nekaj za popravljanje zemljevidov, to je tudi za urednike. Če kliknete na PlanGIS, pridete v glavni PlanGIS, to je za urednike, ki skrbijo za to, da so poti pravilno speljane. Mi pa kliknemo semle na markaciste. In to nas vrže v modul za markaciste. In to bomo pa v naslednjem videu razložili, kaj je pa na tem modulu.